Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci portala domovina.je in vroče teme, ki jo pripravljamo za vas. Smo v 3. mesecu sanacije po največji naravni katastrofi v samostojni Sloveniji. Kako ta poteka, kaj je vlada storila že do sedaj, kaj od nje pričakujejo ljudje in tudi kdaj bomo videli prve zgrajene hiše, bomo danes vprašali vodjo službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, gospoda Boštjana Šefica. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospod Boštjan Šefic, mogoče najprej, če se ustaviva pri neki bilanci in pogledava, sedaj je že jasno, koliko hiš bo potrebno zgraditi na novo, koliko je bilo poškodovanih, kakšna je škoda ocenjena, govorimo o nekaj milijardah. Res je, škoda je velika. Kakšna je ta neposredna škoda, ki je bila zdaj v zadnjih tednih ocenjevana, bomo videli predvidoma nekje konec tedna. Seveda je pa dejanska škoda, glede na to ocenjeno, bistveno večja. Namreč, ne vem, za primer, kilometer ceste je seveda ocenjen po neki metodologiji na recimo 100 enot, medtem ko je dejanska škoda, ker je recimo voda odnesla brežino, ker je voda v fundamentu poškodovala neko cesto, je ta realen dejanski strošek bistveno večji. To je prva, bom rekel, stvar, zato bojo ta dejanska škoda zelo visoka. Drugo, v teh dneh bomo dobili končno poročilo in seveda natančno številko, koliko je bilo uničenih zgradb, koliko je bilo huje poškodovanih in seveda tistih, ki so bile nekoliko manj. To število se bo vsaj zaenkrat, če govorimo o stanovanjskih hišah, gibalo nekaj tisoč. Seveda pa vrsta objektov, ki so bili tudi poškodovani, od gospodarskih poslopij, garaž, skratka drugih objektov, tako da bo verjetno to število krepko čez 10 tisoč. To je zdaj neka prve ocene na podlagi nekih umestnih informacij, ampak kot rečeno, v teh dneh bo zadeva, bom rekel, zelo natančna in bomo seveda na podlagi tega lahko tudi sprožili nekatere aktivnosti. Med drugim tudi to, da preverimo, kateri ljudje v tem trenutku še vedno nimajo ali pa dolgoročno rešeno vprašanje strehe nad glavo, se pravi, da jim tem poskrbimo za njih, da jim zagotovimo začasna, bom rekel, stanovanja, torej, kjer bojo lahko preživeli neko obdobje, nekateri malo krajše, zlasti tam, kjer bo šlo za sanacije, in nekateri, ki so izgubili vse za daljše obdobje, dokler ne bojo dobili nadomestnih stanovanj oziroma hiš. Preden rečeva tudi nekaj o teh hišah, kako naj bi potekale gradnje, mogoče najprej, kaj se dogaja na terenu trenutno, kaj je bilo storjenega do danes, da se nam jeseni, denimo, ne ponovi podoben scenarij, gospod Šefic? Ja, to je ena od ključnih prioritetnih nalog v tem trenutku, to je sanacija vodotokov, katere cilje, torej še vedno govorimo o osnovni sanaciji. Cilj je seveda, da preprečimo nastanek novih tveganj oziroma nevarnosti za ljudi. Jaz moram reči, da seveda v tem času je kar nekaj dela bilo opravljenega. Po mojih zadnjih informacijah, mislim, da 25-30 delovišč je že zaprtih, govorim pa seveda o celi Sloveniji. Trenutno so kolegi iz direkcije za vode skoncentrirali malo te svoje, bi rekel, tehnične sile in mislim, da je na današnji dan 145 delovišč. Nekaj manjših so, bom rekel, prerazporedili. In mi bomo v naslednjih dneh dobili natančno poročilo o opravljenem delu do tega trenutka, kakšno je trenutno stanje, kje so prioritete in seveda kakšen je načrt za naslednje obdobje, recimo meseca dni, ker želimo do pozne jeseni, dokler so vodotoki takšni, da se da tudi v njih delati, da vse te aktivnosti končamo. Tukaj je kar nekaj izzivov, moramo biti odprti in pošteni.
Prvič je seveda zagotavljanje ustrezne, poleg koncesionarjev seveda dodatne tehnične kapacitete, ljudi tudi. Drugo je nadzor. Direkcija je na tem področju nekoliko bila, torej nima dovolj ljudi, zato smo interventno v petek se dogovorili, da bomo 5 dodatnih inženirjev najeli, zato da bojo po vseh deloviščih lahko zelo temeljito spremljali to, bi rekel, sanacijo, da tudi strokovno nadzirajo zadeve, torej da ne bi delali nekaterih aktivnosti, ki bi se potem izkazale kot napačne. Tako da to je, potem je nekaj seveda izzivov je bilo tudi pri cenah, namreč razumljivo je, vse nas skrbi ta situacija in tukaj se je najemalo tudi izven Direkcije za vode te, bom rekel, stroje, ljudi, ki so bili mogoče nekoliko nad običajnimi oziroma sprejemljivimi cenami. To je malo v nekem trenutku zanihalo oziroma nam povzročili nekaj težav, ampak mislim, da bomo zdaj to lahko uredili. Skratka, kar nekaj teh izzivov je, ki jih dnevno rešujemo po najboljših močeh, z enim samim ciljem, da bi kolikor toliko normalno preživeli to jesen, zimo, pomlad, ko so tudi vode visoke. Nekateri župani so kritični, češ, da vse poteka prepočasi, da so odzivi prepočasni, da bi moralo biti vse storjeno bistveno prej. Kako jim odgovarjate? Dejstvo je, da nekateri župani se tudi pritožujejo nad tem, da ni prave mehanizacije, da so težki stroji odšli, teh ni, potrebovali bi jih predvsem pri sanaciji strug. Če začnem na koncu, za to težko mehanizacijo, ki nekje seveda pride prav, smo mislim, da v četrtek, petek se dogovorili, na kakšen način jo bomo dodatno angažirali, in v tem tednu bo tudi pogovor s tistim, ki ponuja to težko mehanizacijo. Če se bojo še dodatne kapacitete pokazale, bomo tudi angažirali. To je eno. Drugo, seveda je treba povedati, da popolnoma razumem tako župane kot ljudi, da so zaskrbljeni, da so nekateri tudi ljudje prestrašeni, kaj bo, če bi se ponovilo, in to je seveda vse upravičeno. Je pa res, da je obseg poškodb na vodotokih izjemno velik, da sem že prej omenil nekatere izzive, ki jih moramo zdaj reševati, ki niso nastali danes, ampak so v preteklih obdobjih, od vzdrževanja vodotokov do seveda kadrovske zasedbe inštitucij, do, bom rekel, angažiranja koncesionarjev in tako naprej. Vse to se je zdaj pokazalo v vsej svoji, bom rekel, v svojem obsegu in seveda tudi s tem se moramo zdaj ukvarjati. In pravim, na nek način razumem župane, po drugi strani morajo pa seveda se oni in vsi ostali se moramo zavedati, da gre res za obsežno delo, s katerim se zdaj, bom rekel, ukvarjamo, in seveda vse tako velike poškodbe je nemogoče v izjemno kratkem času rešiti, še posebej, ko imamo pred sabo celotno sliko. Seveda razumljivo, vsak župan vidi izzive v lastni občini, popolnoma razumljivo, vendar seveda mi se pokvarjamo s celotno sliko. Kar ni seveda upravičilo, tudi kje bi lahko zlasti v tisti začetni fazi bilo tudi kaj boljše. Vedno je to možno, vendar to so neke objektivne okoliščine, s katerim pač se zdaj soočamo in jih moramo reševati. Preden rečeva nekaj o novih nadomestnih hišah oziroma stanovanjskih enotah, še pogled k plazovom. Teh se je sprožilo zelo veliko. Mnogi ostajajo aktivni, ne vemo, kako se bodo odzvali ob prvem večjem deževju. Gospod Šefic, kako je za sanacijo teh plazov? Koliko plazov je trenutno takšnih, ki bi lahko že ob nekoliko večjem neurju povzročili še dodatno škodo? Kakšna bojazen je pri tem? Plazovi definitivno povzročajo veliko skrb,
zlasti tisti, ki so večji, bolj nevarni, ki lahko imajo zelo hude posledice. Zdaj poteka, pregled teh plazov, razen tistih, ki jih že poznamo odprej, ki so nadzorovani, kjer so tudi, z vsemi tehničnimi sredstvi nekako poskušamo kontrolirati, so pa plazovi izjemno nepredvidljivi, vsaj tako so me zdaj poučili, ampak te plazove je treba pregledati, določiti prioritete, kar se tiče sanacij, sprejeti eventualne ukrepe, da morda tudi kakšne ljudi začasno umaknemo z teh območij. Je pa sanacija plazov zahtevna, bistveno težja, zahtevnejša kot recimo vodotokov, pa že te niso enostavni, če hočemo dobro opraviti delo. Tako da to ostaja ena izjemno zahtevna naloga za naslednje daljše obdobje. In tu bo ogromno potrebno strokovnega dela, ogromno, tehničnega, gradbenega, potrebno bo uvesti monitoring teh plazov, še posebej tisti, ki ogrožajo neposredno ljudi, objekte in tako naprej. Tako da to je delo, ki bo v naslednjih letih potekalo in moralo bo potekati intenzivno in bo tudi izjemno zahtevno tudi po finančni plati. Veliko prahu v preteklosti pa so dvignile tudi ideje o preselitvi posameznih krajanov iz poplavnih območij na druga področja, tudi o preselitvi celih vasi. Videli smo v Braslovče, so se precej burno odzvali domačini tudi drugod po državi. Mogoče preden komentar o tem, gospod Šefic, kako je z obljubo tudi premierja Roberta Goloba, smo slišali, da bi lahko bile neke nadomestne gradnje oziroma stanovanjske enote zgrajene v 2-3 mesecih. Kako daleč ste s tem? Vlada je poskrbela za te ljudi? Najprej je treba reči, da seveda takšne odločitve so izjemno zahtevne. Drugič, za takšne odločitve morajo biti podani trdni argumenti, strokovne podlage, na podlagi katerih se potem morebiti sprejme tudi tako zahtevna odločitev. Zato ni potrebno samo eno mnenje, je treba, več različnih strok, je tudi treba upraviti revizijo take odločitve, zaradi tega, da ne naredimo seveda napake. In naslednja zelo pomembna točka je, da se vse to, če že pride do takšne situacije, ljudem natančno pojasni, razloži vse okoliščine in seveda tudi razloži, v čem je, oziroma kaj je tisto, kar jih neposredno njih ogroža, kaj je tisto, zaradi česar bi lahko postavili ne samo svoje premoženje, tudi njihova življenja v neko tveganje in zakaj recimo nekateri protipoplavni ukrepi niso ustrezni oziroma niso dovolj, ali pa ne bi bilo mogoče parirati nekim podobnim situacijam ali še hujšim, kakršne so bile. Torej, to je potrebno storiti pred kakršnokoli potezo. Seveda hkrati je pa treba tudi zagotoviti tako nadomestna zemljišča in ostaja ta formula v igri, občine priskrbijo nadomestna zemljišča, jih komunalno uredijo, država postavi potem te zgradbe, hiše, kakorkoli že. Na tem področju se zelo intenzivno dela. Mi smo zdaj prišli do neke, ki seveda vlada še ni obravnavala na delovni ravni, na ekspertni ravni, do nekih rešitev, kakšna bi bila, jaz pogosto pravim, formula tega, oziroma kakšen bi bil postopek, kako bi te zadeve izpeljali, tako za nadomestne gradnje kot nadomestitvene. To sta dve zadevi. Nadomestna je tam, ko nadomeščamo porušeno zgradbo in bo ostala tu ali mogoče v neposredni bližini. Nadomestitvena je pa tam, kjer bi morali eventualno preseliti večje število ljudi.
niso samo tu Braslovče, največ se o tem govori, so tudi drugi kraji, kjer bomo morali z vseh teh zornih kotov pogledati. Recimo, dajem primer Struge, kolegi iz Državne tehnične pisarne so bili tam, so si pogledali objekte, bili so kolegi, poleg seveda tudi iz vodarske stroke, so ugotovili, da tam je možno z temi zaščitnimi ukrepi zagotoviti varnost. Seveda ostaja v tem primeru še odprt nek vsad, zemeljski plaz, ki ogroža vodotok, in zdaj morajo seveda tudi geologi oceniti, ali je to možno sanirati, s kakšnim ukrepom, in če je vse to mogoče, potem lahko seveda ljudje pristopijo pod vodstvom Državne tehnične sanacije. V nasprotnem seveda bo treba pretehtati in sprejeti odločitev. In tako je tudi v Braslovčah in posod druge. Seveda so pa tukaj še ukrepi, ki so pomembni z vidika upravljanja celotnih vodotokov in porečij. Tudi tu je treba pogledati, zato ker ima to vpliv tudi ne samo na en kraj, ampak seveda na celotno, bom rekel, porečje nekega vodotoka. Ali ni bojazen, da bi občinam s tem, ko bi morale same nekako priskrbeti ta območja oziroma ta zemljišča in jih tudi urediti, naložili še dodatno breme, nekatere so že sedaj precej prizadete? Pravzaprav skoraj drugačne možnosti pristopa ni, ker seveda te zadeve so v pristojnosti občin. Jaz mislim, da tudi občine temu ne nasprotujejo, zelo nasprotno, nekateri župani so izjemno aktivni in jih je treba res tudi v tem pozitivnem smislu zelo izpostaviti. Na drugi strani pa so težave tam, kjer kjer pravzaprav nadomestnih zemljišč ni. Občine nimajo. No, seveda tu bo pa potrebno, bom rekel, poiskati rešitve v sodelovanju država, občina, prebivalci in oceniti, kaj je zdaj optimalna rešitev. Težko je premikati neko naselje na območje, ki bi eventualno ponovno bilo ogroženo. Ni pa recimo možno izvesti nekih protipoplavnih ali drugih ukrepov. Na eni strani je načrt, kako bi bilo dobro za ljudi, sedaj pa, gospod Čefic, državni sekretar, na drugi strani pa imamo ljudi, ki bo jih težko predstaviti. Na kakšen način se nameravate lotiti tega brez posluha, bomo rekli, tako stanovalcev, lokalne skupnosti in države kot celote ne bo šlo? Absolutno, kot sem že prej omenil, vse te odločitve morajo biti sprejete v sodelovanju z prebivalci, občino. Ponuditi jim je treba različne opcije in seveda potem se bo vsak sam oziroma nekako poskušal odločiti, kaj je tisto, kar je zanj najbolj primerno. Že pri začasnih prebivališčih se srečujemo s tem, da se ljudje ne želijo odseliti svojega kraja, svoje vasi, zaselka, kaj šele občine, ali pa v neko drugo občino, kaj šele v drugo regijo. Tako da to je zelo občutljivo vprašanje, se ga moramo lotevati z neko empatijo, razumeti te ljudi, hkrati pa seveda tudi pošteno in odkrito predstaviti možnosti, ki jih imamo na razpolago. Neskončno tega ni, ampak vendarle jaz mislim, da z nekim dialogom se bo zanesljivo našla rešitev. Ne nazadnje tudi morda danes je tehnologija napredovala, tudi te montažni objekti, ne govorimo o kontejnerjih, govorimo o res bivalnih prostorih, so na takem nivoju, da se da morda tudi za krajši čas, pol leta, ne vem, določeno število mesecev rešiti, da ostanejo ljudje tam, kjer so, kjer živijo, da lahko morda tudi na lastni parceli, če je seveda ta možnost, živijo in seveda obnavljajo svojo nepremičnino. Tako da tu bomo poskušali biti maksimalno fleksibilni, seveda, kot sem že rekel, neskončno možnosti pa ni. Tu moramo biti realni na
obeh ali vseh treh stranih. Se pa gotovo zavedate, da ljudje pričakujejo streho nad glavo v tej jeseni, pred nami je zima, pred nami so prazniki, vsak si želi nekako preživeti v krogu družine na najbolj varen in kar se da dober način. Kako jim boste to sploh zagotovili in v kakšnem številu ljudi govorimo, ki so tako močno prizadeti, državni sekretar, da vas je, da jih je lahko strah zime. Vemo, tisti, ki so imeli denimo samo 20-30 cm v hiši, so sedaj že več ali manj sanirali, nekateri že v tem tednu. Poznam tudi sam nekaj primerov, bodo začeli že s pleskanjem, se je toliko že posušilo, da bodo lahko začeli. Ampak imamo pa tudi tiste, ki pa so precej prizadeti. No, za nas je seveda zlasti ti ljudje, drugi, ta skupina ljudi, ki so bili najbolj prizadeti, za njih je seveda potrebno celovito poskrbeti. Eno so seveda vse te interventni ukrepi, ki so bili sprejeti. Najpomembnejše pa to, da dobijo neko stabilno prebivališče za neko daljše obdobje, odvisno, kot sem rekel, od primera do primera. Zdaj marsikdo v njih živi pri sorodnikih, pri starših, pri otrocih, v nekih turističnih kapacitetah in za vse te je zdaj treba poskrbeti. In ti podatki, ki so uvodoma govorili, da bojo dali dokončno sliko, seveda tudi občine nam pošiljajo, smo jih zaprosili, da vse primere, ki sami vedo, da še niso rešeni, nam povedo. Del podatkov imajo centri za socialno delo, tako da bomo zdaj vse te tri, bi rekel, baze združili, videli, kje so te ljudje, ki so še potrebni rešitve, in šli do njih in poskušali zanesljivo najti rešitev, ki bo primerna. Res je, tudi nekaj ljudi se je našlo, bom rekel, sami, torej kot najem, to subvencioniramo, podpiramo, tako da jaz torej niti ne želim razmišljati o tem, da v naslednjem obdobju, da bi nam kdorkoli ostal bom rekel, sam. To je definitivno prva naloga in definitivno najpomembnejša, torej zagotoviti jim, bom rekel, neko normalno, stabilno bivalno okolje za vse te ljudi. Še to mogoče v zvezi s poplavami, nekaj pomoči je že bilo izplačane, še več ljudi gotovo pričakujejo v prihodnje. Kako je s številkami? Videli smo tiste prve prijave škode, ki so jo namenili ljudje, tako Rdečemu križu kot Slovenski Karitas, so sredstva bila v prejšnjem tednu oziroma bodo zdaj tudi v tem tednu že nekoliko prej izplačana. Gotovo pa to smo rekli, da je bilo zgolj in samo neka prva injekcija. Tako je. Vlada je takoj v začetku avgusta sprejela sklep in dala 10 milijonov evrov sredstev za čimprejšnjo razdelitev in Rdeči križ in Karitas sta to tudi realizirala. Mislim, da je večji del teh izplačil bil tam nekje okrog 15. septembra. Še seveda tu in tam se kaj zgodi. Ravno danes smo na operativni skupini se pogovarjali, oziroma smo bili tudi obveščeni, da bo Rdeči križ, pa verjetno tudi Karitas iz še svojih lastnih sredstev določene zadeve izplačal, zato da res pomoč ta prva pride do slehernega, ki to potrebuje. In drugič, zdaj že poteka, torej pri koncu so vse aktivnosti za izplačilo te enkratne solidarnostne pomoči, tega 7-kratnika. Zdaj prva izplačila, tisti, ki so že zaprosili za pomoč v primeru naravnih nesreč, po prejšnjem zakonu je bil 4-kratnik možen, ti že dobivajo izplačila in seveda v konec meseca, začetku oktobra bojo pa tudi 7-kratniki že izdane odločbe in se bojo postopno izplačevali. In to je ena pomembna pomoč, denarna. Seveda je vrsta drugih olajšav, ki jih je interventni zakon dal, od subvencionira vrtcev in tako naprej, potem, kot sem že omenil, subvencioniranje najemnin, določeni
dvakratniki za stroške in tako naprej. Skratka, cela vrsta teh ukrepov, ki nekoliko lajša, si pa ne delamo utvar, da je to rešitev za te ljudi, ampak lajša to sedanjo situacijo. Kar se tiče siceršnje pomoči, tudi mednarodne, jaz moram reči, da glede, seveda ta naravna nesreča je bila res izjemna, obsega pravzaprav, če bi po torej območju, ki ga je prizadela, je sigurno pol Slovenije, če ne več, morda celo več. To je res obsežno, vendar je bil tudi odziv mednarodni izjemno pozitiven. Tako ta evropski mehanizem, bi rekel, civilne zaščite, ki vodi naš komisar, se je zelo aktivno odzval, hitro, kar je zelo pomembno. Tudi na bilateralni ravni je bilo ogromno pomoči, od mostov do, ne vem, teh elementarnih zadev. Tako da celo Ukrajina s svojimi stroji v situaciji, kakršni je, se je odzvala znotraj tega evropskega mehanizma. Tudi slovenska solidarnost se je pokazala kot izjemna, kar je izjemno pozitivno. Tudi vse te akcije, ki zdaj potekajo, so pomemben del, ki je usmerjen, seveda, ker gre običajno za, bomo rekel, individualne iniciative ali pa posameznih organizacij in tako naprej, usmerjeno na neke konkretne primere. Skratka, ta solidarnost je res velika, vendar seveda šele ta proces obnove in potem tudi razvoja, ki bo zajet tudi v zakonu o obnovi in razvoju, podala pravzaprav vsem tem prizadetim, bi rekel, neko odgovor na vse te njihove izjemno velike težave. Res je, da torej, zelo intenzivno delamo na tem zakonu. Želimo biti čim bolj praktični, zato da bi res na to situacijo zakon odgovoril. Ni tako enostavno, pa ne zaradi tega, ker bi želeli zapletati stvari, ampak zaradi tega, ker želimo res usmeriti v tiste ključne probleme in najti rešitve, ki bi ustrezno odgovorile na te izzive. Tudi kar se tiče nenazadnje ob upoštevanju, bom rekel, ponekod v nekaterih primerih hudih socialnih stisk, kajti ljudje so vlagali v objekte, v stanovanja, v celotne svoje prihranke. Mnogi imajo danes kredite. Tako je. Tu imamo starejše ljudi, ki so celo življenje morda delali za to, da so si postavili hišo, kupili stanovanje in zdaj seveda so ostali brez vsega. In seveda zlasti starejši težko, ne vem, nekdo, ki je 70 let, 75, težko pričakujemo, da bo na novo gradil, na novo varčeval, dobival kredite in ne vem kaj vse. Torej moramo prilagoditi ukrepe tako, da bodo tudi na te situacije odgovorili. To so res cela paleta različnih situacij in zdaj tu najdeti pravične, poštene in seveda tudi transparentne rešitve, seveda ni tako enostavno. Kljub temu, da resnično delamo po cele dneve z namenom, da to optimiramo. Seveda bomo to dogajanje spremljali, predvsem obnovo, kako poteka, in v našem studiu o njej gotovo še spregovorili. Ne morem pa mimo vprašanja, s katerim se prav tako sooča vlada. To pa je jesen, ki je prinesla, so pa migracije, vse več migracije. In gospod Boštjan Šefic, vi ste leta 2015 vodili to migrantsko politiko oziroma migrantsko problematiko, bili ste v ospredju. Kako danes gledate na vse to dogajanje, mora biti vaš pogled, kaj bi Slovenija, pa tudi Evropska unija na konec koncev morala na tem področju storiti? Opozarjali ste že dlje časa. Ja, jaz moram reči, da se s to problematiko zdaj že nekaj časa ne ukvarjam, ampak rekel bi tako, jaz predvsem menim, da žal še vedno nismo znotraj Evropske unije dosegli
ključnih sporazumov ali pa dogovorov, kako celovito obvladovati te migracijske tokove, ki bi jih, po mojem prepričanju, o tem sem večkrat tudi v javnosti govoril, dali tudi, bom rekel, definitivno obvladovati in tudi z njimi seveda premišljeno, načrtno, ne s temi, tako kot smo včasih rekli, spontanimi migracijami, ampak načrtnimi, nekim premišljenim pristopom, tudi reševati nekatere izzive, s katerimi se zdaj soočamo. Slovenija, po moji oceni, ki pa je, kot rečeno, res zdaj malo, ker se toliko ne ukvarjam, torej je seveda osnovni izziv, da po mojem prepričanju, da bo seveda potrebno okrepiti predvsem delo na torej zunanji šengenski meji. Jaz sem večkrat izpostavil, da seveda se zavedam, da ima Hrvaška izjemno zahtevno nalogo, njihova meja, konfiguracija te meje je izjemno zahtevna, vendar vsa zagotovila so bila dana, da bo to obvladovano in dejstvo je, da vse migracije prihajajo pravzaprav strani, torej z Balkana in preko Republike Hrvaške, vse, kar pride k nam, pravzaprav pride iz te države. Mi smo imeli pred leti to zahtevno nalogo, soočali smo se s podobnim problemom, tako da tu jaz mislim, da bo morala, kot sem tudi javno že povedal, Republika Hrvaška definitivno opraviti svojo nalogo. Po drugi strani pa seveda, jaz mislim, da trenutno, vsaj kolikor vem, slovenska policija dobro upravlja delo, skrbi za nadzor. Tudi to je en indikator, da je število ljudi, ki jih, bom rekel, prestrežemo, ki jih potem seveda tudi oskrbimo in poskrbimo za njih tako, kot se pričakuje, seveda kaže na to, da delajo dobro. Ker če ne bi, bi seveda te ljudje se preprosto sprehodili naprej proti zahodu največkrat ali pa na sever. Tako da situacija bo, po moji oceni, tudi v naslednjem obdobju zelo zahtevna in naše delo mora biti usmerjeno predvsem prvič v to, da v Evropski uniji vzpostavimo konsistentno politiko na tem področju, konsistenten sistem in seveda, da na nivoju Evropske unije to obvladujemo, kajti za manjše države, tudi kot je Slovenija, je to na eni strani izjemno veliko breme, zelo zahtevno, na drugi strani pa seveda zelo težko sami rešujemo te velike migracijske valove. Že Italija, ki je neprimerno večja, mislim, da okrog 60 milijonov ljudi, pa vsi te pritiski, ki prihajajo po morju in po kopnem, seveda so za njih veliki izziv. Zato je enoten odziv Evropske unije zelo pomemben in tu smo prepočasni. Definitivno. Ali menite, nekoliko provokativno vprašanje, da bi bilo teh migracij manj, če bi ograja ostala na meji tam, kot je bila in ne bi šli tako glasno v njeno odstranjevanje? Jaz moram reči tako, takrat, ko se je tedanja vlada leta 2015 odločala o tem, je bil namen te seveda začasnih tehničnih ovir, tudi po zakonu je tako, predvsem v tem, da smo regulirali, bom rekel, te migracijske tokove. Vi se verjetno spomnite, takrat je Republika Hrvaška nam, ni najlepši izraz, pa vendar spuščala ljudi po celotni meji. Brez dogovorov, bom rekel, na načine, nazadnje smo imeli neke posnetke, kako se to dogaja, in seveda takrat je bilo to nujno, ker mi smo imeli ljudi potem na celotni meji, smo jih mogli poiskati, pripeljati na točke, oskrbeti, potem v sprejemne centre, potem v nastanitve in tako naprej. Skratka, takrat je bil to nujen ukrep. Zdaj, kasneje smo se soočali s problemom v policiji, glede na to, da smo imeli težave s kadri, tudi ogromno tistih 6-7 mesecev je ogromno izčrpali policijo, tudi druge naloge so nekako zastajale takrat,
Tako da je bil to en od sredstev, s katerimi smo blažili ta pritisk. Zdaj seveda je situacija res drugačna, namreč, kot rečeno, Hrvaška je prevzela varovanje zunanje šengenske meje in seveda objektivno pričakujemo, da bo opravila, kot sem rekel, svojo nalogo, da bo poskrbela za to, da bojo te tokovi nadzorovani, da bomo vedeli, kaj se dogaja na tem področju. In seveda v tem kontekstu sem tudi razumel odločitev vlade, da seveda ta ograja, te začasne tehnične ovire nimajo takega učinka. To je seveda ocena tako policije, notranjih zadev, da povejo, koliko jim to še pomaga oziroma ne pomaga. Seveda pa je, vedno so pa te neki, kako bi rekel, stranski učinki, čeprav še enkrat poudarjam, tudi če so, je bistveno treba pogledati tam, kjer je ključen problem. In to je vendarle na zunanji meji. Gotovo pa se boste strinjali, da tako vprašanje migracij, kot tudi vprašanje sanacije po poplavah je potrebno biti z roko v roki in sodelovati, prisluhniti drug drugemu, kljub temu, da se kdaj pa kdaj ne razumemo. Absolutno. Vsi ti res veliki izzivi, jaz sem večkrat tudi javno povedal, tudi na sestankih, tudi z župani, združenji in tako naprej, samo skupnim delom, ampak res skupnim delom lahko to izjemno zahtevno nalogo dobro opravimo. Seveda bomo imeli različne poglede, to je najbolj normalna zadeva, ampak če imamo cilj, da delamo skupaj in če imamo cilj, da to naredimo, potem jih bomo znali tudi rešiti. Popolnoma enako je seveda tudi, kar se tiče recimo migracij. Če bo volja znotraj Evropske unije in tudi v bilateralnih relacijah, da smo pripravljeni skupaj rešiti ta problem, potem ga lahko tudi v določenem meri, kot sem rekel, obrnemo sebi v prid. Če seveda bo delal vsak za sebe, potem bojo težave velike in bomo imeli vsi skupaj precejšnje težave. Jaz sem vedno bil optimist, ostajam optimist in verjamem, da bomo zdaj, seveda, ker je to moje področje, to obnovo res peljali ob medsebojnem razumevanju. Včasih bo treba tudi stisniti zobe, tudi ko bomo določali kakšne prioritete. Vedno je tako, da ne morejo biti vsi prva prioriteta, in že to lahko povzroči neko nezadovoljstvo, ampak tako to je. Mi na koncu koncev tudi gradbene operative, ni vedno vse v denarju, ampak tudi gradbene operative, seveda verjetno nimamo neskončno in ta pritisk, ki bo zdaj na obnove od mostov, cest, objektov in tako naprej, bo en poseben izziv. Tako da tu je res skupno delo, skupno delovanje, skupni cilji, to lahko da rezultat. Vodja službe Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, državni sekretar, gospod Boštjan Šefic, iskrena hvala za obisk in želim vam uspešno delo. Hvala za povabilo. Iskrena hvala, ker ste spremljali današnjo vročo temo. Želim, da se naročite tudi na naš podcast oziroma na YouTube kanal ali pa nas utipkajte na spletni strani www.domovina.je ali pa se naročite na našo tiskano izdajo in tako podprite neodvisno novinarstvo. Želim vam vse dobro.